predstavilo nekako svoje videnje sedanjih ukrepov in tudi predlagalo nekaj novih. Med njimi predlagajo znižanje DDV-ja, glede na to, da se višajo cene, bi s tem nekako država še vedno dobila enako količino denarja v proračun, pa nekako tudi glede same prehranske košarice ne vidijo nekega smisla, kaj bo to dejansko prineslo. Morda en vaš komentar na to. Zelo na kratko, jaz moram reči iskreno, zaradi današnjega dela nisem še videl njihovih predlogov, moram pa povedati, kaj smo mi naredili, ne. Na podlagi izkušenj, ki jih je prejšnja vlada delala, ste videli, pri naftnih derivatih mogli potegniti na neki način črto in danes vidimo, kljub temu, da so prišli do težav glede tega, da ni bilo dovolj ali pa da niso bile pumpe takoj polne, smo naredili dobro stvar, zato ker smo obvarovali tudi slovenski proračun, ker na takšen način reševati, bom rekel, ceno naftnih derivatov ni šlo. Mi intenzivno se pogovarjamo tudi zaradi izkušnje za nazaj z vsemi združenimi gospodarskimi. Mi smo imeli včeraj na ministrstvu sestanek z obrtno, gospodarsko in vsemi drugimi združenji, kjer bomo naslednji teden še zadnjič predstavili naše ukrepe, kaj pomeni glede subvencioniranja in pomoči in financiranja glede energetske krize za podjetja. Jutri na vladi bo minister Kumer predstavil tudi, kaj se tiče glede energetske krize, se pravi, kako bomo omejili ceno električne energije in kaj bomo naredili s plinom. Ko bomo vse to potegnili črto, bomo seveda prvo predstavili tudi gospodarstvu in na ta način potegnili črto čez to, po moje, hudo zgodbo. Kar se tiče pa kmetov, je pa že in pa, bom rekel, pridelovalcev hrane, je pa ministrstvo že na prejšnji vladi za vlado sprejelo ukrep, kjer bo šlo 22 milijonov denarja za razne subvencioniranje kmetov, od tega, da se bo subvencionirala nafta, do tega, da se bojo subvencionirale vhodne surovine, gnojila in tako naprej. Tako da, kakor imam jaz podatek, so bili kmetje na tem področju relativno zadovoljni. Tako da pri vseh teh ukrepih je potrebno gledati dve stvari. Seveda najprej ljudi, potem podjetja in na koncu je potrebno gledati tudi proračun. Če bomo enega izpustili, potem se nam na koncu matematika ne bo izšla. No, ravno ko ste omenjali kmete, danes je prišla v javnost novica, da naj bi jutri na vladi prišlo do rahle spremembe, glede na to, kar je gospod Golob napovedoval, ta urgentni odkup slovenske pšenice, da naj bi veljal le interventni odkup pač najugodnejšega ponudnika. Ne, gospod Golob je jasno smer, v katero smer ne razmišljamo. Potem smo tako Ministrstvo za kmetijstvo in naše ministrstvo, ki ima pod sabo na neki način blagovne rezerve, Zavod za blagovne rezerve, ki ima pa seveda poseben zakon, in mi smo se odločili, da je stanje takšno, da bo sedaj Ministrstvo za kmetijstvo dalo Ministrstvu za gospodarstvo ali pa Zavodu za blagovne rezerve količino, ki bi jo mogli odkupiti dodatno, in potem bo šlo blagovne rezerve v javno naročanje, ker je temu, bom rekel, po zakonu dolžno, in s tem bomo prišli do, bom rekel, dodatnih količin pšenice. Kaj pa s tem odkupom slovenske pšenice? Saj to je to. Saj to je na koncu koncev, glede na to, da se bojo na ta javna naročila absolutno prijavili kmetje, bojo potem kmetje na neki način to pšenico lahko tudi prodali. Seveda pa moramo vse delati transparentno, narediti moramo v skladu z zakonodajo, da se nam ne naredijo slučajno maske. Je pa tako, da kmetje že napovedujejo, da če se bo ta stvar zavlačevala in ne bo tako izpeljano, kot je bilo rečeno na začetku, da bojo pač tudi oni gledali, kdo bo najugodnejši kupec. Saj potem smo svoje rešili, potem na koncu koncev bojo kmetje lahko plasirali svoje izdelke. Slovenska država pa bo na koncu koncev imela tudi pšenico in jo že zdaj ima v blagovnih rezervah, ki je pa seveda na neki način tudi v skladu z zakonodajo na neki način tajna in smo preskrbljeni.